Lep dober večer na tale četrtek. Irena Krapša je moje ime in sem mentorica za ustvarjanje novih idealnih partnerstev. Jaz sem tista, ki sem vam rekla, da nisem tista, ki bom poskrbela, da boste vi imeli dolgotrajno partnerstvo, niti slučajno nisem tista, ki sem matchmakerka, niti slučajno nisem tista, ki vam iščem partnerja, pa rečem, ta je pravi ali pa ta je pravi, ampak sem tista, ki naredim korake pred tem, zato da boste imeli vse tisto, kar potrebujete, da boste našli, da se boste znali pravilno odločiti, da boste se odprle pravilni energiji, da boste postale pravilna energija za to, da boste k sebi privlačili takega partnerja, od katerega zaenkrat, kot kaže, marsikatera, ki se prijavi na brezplačen posvet, enostavno se taki odbijajo od vas kot muhe od vetrobranskega stekla. Tako da jaz sem tukaj zato, da vam pokažem, da obstaja tehnika, način. V letu 2018 smo, ne rabimo več razmišljati, če se bo zgodilo, mi je usojeno, če se ne bo zgodilo, mi ni, ampak lahko nekaj naredimo, lahko pridemo v sodi, življenju, univerzumu na pol poti in to je tisto, pri čemer vam jaz pomagam. Za začetek, za vse tiste, ki boste gledali tale posnetek kasneje, darilo, o katerem govorim, je na voljo še do jutri, torej do petka. Danes je četrtek, če to gledate v živo, do jutri do petka, to je 20. aprila in sicer do 17. potem pa se zapre. O kakšnem darilu govorim, boste izvedeli malo kasneje. Vsi tisti, ki spremljate kaj Ona On in Ona On Magazine, veste, da sem napisala pred kratkim en članek, v katerem sem govorila tudi o moji eni izmed strank, poimenovala sem jo Ana, ki se je zelo, zelo pritoževala, da da se ji dogaja kar naprej to, oziroma da ne more narediti tistega preskoka naprej, oziroma najti idealnega partnerja, in potem, ko so se pogovarjali, je ona ugotovila, da je to zaradi tega, ker tako takih ni, kot bi si ona želela, ne? In ni in vedno bo razočarana in kaj zdaj naj. Ne? In potem sem jaz napisala, gledajte, kje je tvoj fokus, Ana, ne? Imaš možnost, 50% je možnosti take, 50% pa je možnosti tudi, da pa mogoče pa spoznaš kakega takega, ki pa je tebi kompatibilen. Kaj pa to, kaj pa da bi na to razmišljala, že samo z razmišljanjem takim, da greš v čisto drugačen način iskanja svojega bodočega idealnega partnerja. In je malo čudno pogledala, malo je bilo tišine, potem pa rekla, ja, ampak vseeno, meni se kar naprej dogaja ene in iste stvari. Sem rekla, ok, v redu, glej, zato pa to pričakuješ in to se ti bo zgodilo. Jaz sem rekla, da sem prepričana in v resnici sem prepričana tudi na svoji lastni transformacijski izkušnji, da lahko čisto vsak od nas ima možnost dan današnji še veliko hitreje kot kadarkoli prej spoznati zase idealnega partnerja. Veliko hitreje in veliko lažje kot kdajkoli prej v zgodovini človeštva. Ne glede na to, da nimamo nič časa, ne glede na to, da smo preveč v službi, ne glede na to, da se ne spoznavamo več toliko, ne glede na to, da se ne začenjamo spoznavati pri 20 letih, kot je to bilo normalno včasih, ampak ne vem, že gremo mogoče na razne enkrat po kakšni dolgi vezi in potem smo pri 35 ali pa 36 ali pa 40, sploh posebej ženske, ki nam začne še konkretno tik-takati biološka ura in to so procesi v telesu ženskem, ki naredijo kakšne probleme, kako nam skravžljajo možgane in potem mislimo, da joj, zdaj pa nič več ne bo, zdaj pa ne morem, zdaj pa konec, zdaj pa fertik, zdaj pa kaj, zvem kaj še vse. Jaz sem rekla, da tisti, oziroma tiste, moški in ženske, ampak jaz nagovarjam tukaj ženske, pozdravljena Suzana, pozdravljena. Odkot ste, Suzana, da slišim, da vidim, odkot spremljate. Pa če imate kako vprašanje, seveda, dajte prosim zapisati v komentarju spodaj. Če spremljate tole kasneje, ne v živo, tudi napišite, samo tegajte me, Irena Krapša, da bom videla kakšno vprašanje ali pa komentar, da vam lahko potem odgovorim, če je kakšno vprašanje. Ne? Tako, domača naloga kakšna je? Jaz pravim, da je za čisto vsako žensko pomembno, da preden gre iskat svojega idealnega partnerja, preden si v glavi zastavi, da bi rada imela idealno partnerstvo, zelo malo je takih, ki mi na brezplačnih posvetih poveste,
ko vas vprašam, kaj si pa vi želite v naslednjem letu, če vam povem, da je možno, ne? Ptuj, krasno. Če vam povem, da je možno, da ga spoznate v naslednjih 365 dnevih, idealni 365.si, kaj si vi želite, kakšne spremembe si želite? In potem, ko vas vprašam, kakšne spremembe, mi rečete skoraj da vse v enem stavku. Ja, da bi pač našla partnerja, ki bi bil z mano. Pika. Na onaon.com, če še niste ugotovile, je 170.000 plus uporabnikov, od tega jih je več kot polovica moških. Če mi je za problem? Pa če se boste samo prikazali, tam pa dali najgršo sliko na svetu, pa napisali, jaz sem tu, pa bi enega imela, boste v naslednjih 3 sekundah, če boste aktivne, se pravi tam gor, nekje zelene, dobile 25 sporočil, garantiram. Tega si torej ne želite. In tukaj je tista domača naloga, ko vas vprašam malo globlje, ker verjamem, da logično idealna ljubezen, partnerska, ne pomeni več ljubezni, ampak pomeni globljo ljubezen. Kaj pomeni globljo ljubezen? Globlja ljubezen pomeni, da je to bolj močna, da se bolj pozna, da se bolj poveže z drugo osebo. To je globlja ljubezen. In danes sem vam obljubila, da vam bom dala korake, konkretne korake za domačo nalogo. O njej toliko govorim, ne? In na mojih VIP dnevih posvetimo tej domači nalogi, ki bodo nekateri rekli, da sploh nima nič skupnega z tehniko spoznavanja, hitrejšega spoznavanja zase idealnega partnerja. Ponavadi pol dneva, ponavadi 4 ure. Tako globoko je zasidrano nekaj, kar vas vedno in nenehno drži stran od vašega idealnega partnerja. Ja? Zanimivo, da vsi mislite, da potem, ko bomo točno energija, Suzana, kaj pa je energija? Kaj je energija? Kakšna je formula energije? Kako je energija človeška sestavljena, Suzana? Razmisli malo in če imaš to formulo, jo napiši, da jo bodo vsi ostali tudi videli. Jaz si bom pa kasneje povedala, pa vse ostale tudi še vabim, da napišete, če gledate zdaj skupaj v živo ali pa kasneje, sploh ni problem, napišete, kaj vi mislite, da je formula človeške energije. Torej, človeška energija je kaj? Isto kot formula Einsteinova, kjer že je c na kvadrat je a na kvadrat plus b na kvadrat. Točno taka je formula. Trotl ziher brezvezna varianta. Ampak nihče vam tega na tak enostaven način ne bo povedal, zaradi tega, ker hočemo nekaj komplicirati in hočemo prebrati 76.000 knjig, ne vem, tibetanska knjiga mrtvih, ki je še zdaj nisem prišla naprej, ali pa ne vem, kje je še ena knjiga, ki je zelo taka, kao downloadana. Posodila sem jo ene zelo fajn ženski tukaj v Mariboru, pa mislim, da jo bo brala še kakih 5 let, pa ne zaradi tega, ker bi bilo karkoli zdaj narobe ali karkoli takega, se ne rabim. Ampak to so težke knjige, ki jih je zelo težko razumeti. Ne? In se mi zdi, da nekdo nekaj, ne vem, zapakira v neke, kaj jaz vem, kakšne stvari, da ja ne moč priti do bistva. Bistvo je pa tako enostavno. Skratka, kakšna je domača naloga? Jaz sem si naredila par zapiskov, da ne bom predolga, ker so nekje 20 do 30 minut. Domača naloga, večina je nihče ne naredi, sem že povedala, je pa resnično od nje odvisno, kako dobro boste vozili svoje nadaljne idealno partnerstvo. Ja? Ker ena stvar je, da idealnega partnerja spoznate, tukaj vam jaz pomagam. Ja? In če bi to bilo tako hudo lahko, da bi bile tako hitro zadovoljne, in nismo tako hitro zadovoljne, kar je super, ja? Potem bi to lahko naredile same. Jaz sem sama mislila, da to lahko naredim 15 let in 15 let sem se vrtela v začaranem krogu. Ja? Ni tako lahko, je pa enostavno. To je formula, od katere, mislim, to je ena beseda, ki sem se jo naučila od Mel Robbins, ki je tako zelo resnična, da je to brez veze, ampak jaz sem dodala še en stavek zraven. Se pa splača. Zelo se splača. Zakaj? Zaradi rezultata. Ena stvar je torej spoznavati idealnega partnerja, druga stvar pa je obdržati
idealno partnerstvo, se pravi idealno partnerstvo, ne samo partnerstvo, obdržati ga na visoki ravni. Ena stvar je zaljubiti se, ko ti hormoni delajo, dopamin, serotonin, ne vem, kje vse hormoni, res se ne spoznam na te zadeve, vem pa, kako delujejo in vem, kaj se zgodi v telesu zaradi tega. Na moških malo drugače, na ženskah malo drugače. Ampak pri obeh pa traja ta miks, ta koktejl naših teh hormonov, ki se zgodijo zaradi zaljubljenosti, če povem čisto enostavno, traja nekje od 3 mesece, to je najhitreje, kar pač lahko se konča in večinoma se tu nekje po 3 do 6 mesecih konča, do 2 let. To je tisto obdobje, ko zaradi tega, ker si tako zelo želimo idealnega partnerja, tisto hrepenenje, ki ga imamo v sebi, vsi vemo, da je to zakaj le, na brezplačnih posvetih mi poveste samo zato, da bi nekdo bil tam, torej čustvena varnost, ki je še tako zelo pomembna za ženske sploh, tudi za moške, ampak moške o tem ne govorijo, ne? Pa jim niti ni tako zelo pomembna, se mi zdi, ampak za ženske pa absolutno. To, da me nekdo popolnoma sprejme, to, da lahko z nekom nekam grem, ampak predvsem pa to, da je nekdo tam. In ne gre pravzaprav za to, da je nekdo tam. Zato, ker če bi šlo za to, bi ga že imele. Gre za to, da je nekdo tam, ob katerem se počutim vse to. Ja? In Suzana, tudi že lahko dam iztočnico, da je tu neka povezava. Ne? Torej, kako boste potem, kasneje, ko boste spoznale in po tem največ 2-letnem obdobju, ko ne bo več koktejla vaših hormonov v vas divjalo, in to pomeni z drugimi besedami, da ne boste več imele rožnatih očal, ampak boste začele dejansko videti dejanskega tipa z dejanskimi navadami, ki živi v vašem stanovanju ali pa s katerim sta v skupnem stanovanju, hiši ali kaj zvem kje, ali pa imata celo že skupnega otroka, tako kot smo ga mi zamela tako hitro, po 4 mesecih sem zanosla. Nikomur ne priporočam. Tudi sama, če bi se še enkrat odločila, ne bi se tako hitro odločila. Po drugi strani sem pa strašno hvaležna, da sem naredila to domačo nalogo, ker če ne bi, ne vem, če bi danes ja še vedno ostala v tej zvezi. Dan današnji smo ženske pač take, da imamo možnost odločanja in da hitro gremo za tega, ker smo toliko samostojne, da nam ni treba ostajati. Ja? In tudi zaradi tega pride do toliko teh razhodov, sploh po prvem otroku. Drugače pa vam povem, da je res čisto nekaj drugega potem iti naprej in ustvarjati idealno partnerstvo, kot pa ga samo zgraditi. Ampak če ga jaz ne bi zgradila in to po tej moji formuli, po metodi idealni, tako kot jo danes poznamo, oziroma kot sem jo danes poimenovala, potem bi verjetnost nama trda predla. Zato, ker mi je popolnoma jasno, da sva si zelo kompatibilna, da ima vrednote, ki jih jaz želim na njem, da imam jaz vrednote, ki jih on želi na meni. Recimo zadnjič, ko sva se pogovarjala, ko sem jo vprašala, kaj je bilo na začetku, ko sva se midva začela, ko sva začela biti skupaj, na meni tisto, kar te je pritegnilo. In je rekel, vse, cel paket. Če bi bila samo to, ali pa samo to, ali pa samo to, kar si, bi bila okej, ampak cel paket, od aktivnosti do tega, da si kuhala, do tega, da si bila taka vibrantna, do vse, cel paket me je prepričal, ker sem rabo cel paket. Ker to rabim na ženski in to me je, wow, poleg tega pa še postava, ne? To je pa tudi za moške zelo, zelo pomembno. Ampak moja postava je lahko njemu všeč, nekomu drugemu pa niti slučajno. Tako da ne razmišljati, da točno taka postava mora biti. Ena stvar. Torej, kaj je tista domača naloga, ki jo je treba narediti? Na vsak način kompatibilnost. Ja? In če hočemo, da najdemo zase idealnega partnerja, je seveda vprašanje, ali mi je ta človek na drugi strani, ki ga spoznavam, kompatibilen. Kar pomeni to, kar sem vam povedala zdaj, kar se je dogajalo med mano in mojim dragim. In sicer imava neke skupne interese, se počutiva dobro v družbi drugega, imava nek isti način, iste vrednote, to je zelo pomembno. Zelo pomembno, ker je od vrednot odvisno, kako boste reagirali v ključnih
trenutkih vašega življenja, tudi vseh ostalih. Ampak zakaj sem rekla in podarila ključnih? Ker največ ljudi se baje po nekih statistikah loči zaradi financ. In to so ključne stvari. Kadar je težava pri financah, vse drugo več nima nobenega pomena, se zdi, ali pa ni več tako pomembno. In tukaj se vse zelo, zelo hitro konča. Ampak glede na to, kakšne so vaše življenjske vrednote, je pa odvisno, kako se bosta in oseba A in oseba B ali pa in oseba Ž in oseba M obnašala. Ali boste iskala rešitve, se boste pobila v navednicah, boste ne vem kaj naredila, se zavila v molk ali začela spati vsak v svoji sobi. To je pač odvisno od vrednot v resnici. In ja, kompatibilnost, torej to, kako odlično poznaš tega, ki ga hočeš, koliko veš o njem, je zelo pomemben korak. Ampak je to šele korak številka 2. Suzana je zelo dobro napisala, ko je napisala, da je to tisto, kar je treba poznati, energijo, oziroma da govorim o energiji. Meni na brezplačnih posvetih, na katere se lahko kdorkoli prijavi, trajajo pa tam nekje okoli 45 minut, dostikrat rečete in največkrat napišete v tistih spoznavnih vprašanjih, ki jih dobite, preden se sploh dogovorimo za posvet, da vas že malo spoznam naprej, mi napišete, kaj vas mogoče najbolj boli, in dostikrat, vsaj 50% vas napiše, da je največja bolečina to, da se vam kar naprej dogaja, da spoznavate en in isti tip moških. Kar naprej ista razočaranja, na isti način. Zakaj se vam to dogaja? Zakaj spoznavam kar naprej moške, ki pridejo, ko se jaz zapalim, je napisala ena v moji skupini Idealni na poti. To je Facebook skupina, kjer sem vsak ponedeljek live in vam tam tudi pomagam, oziroma odgovarjam predvsem na vaše vprašanje, drugače pa vsak dan dobite še kakšne napotke, tako da se vam splača. Torej Idealni v oklepaju je srček na poti. In tam je to bilo tudi večkrat povedano. In res je odvisno veliko od tega, kako se pripravite pri domači nalogi. Bom povedala, kaj je korak 1. Še pred tem vam lahko povem, da je to tipičen dokaz za to, da je treba najprej narediti korak 1, sem jaz sama. Z mojo transformacijsko zgodbo. Tudi to lahko preberete na idealni365.si. Zdravo, Alenka, na idealni365.si o meni. In tam lahko preberete celo mojo zgodbo, kaj se je dogajalo, skozi kaj sem šla, kaj sem se mogla naučiti, koliko milijavžent knjig prebrati, koliko tavžent evrov sem dala za to, da sem skapirala eno stvar, ki jo ponovadi skapirate pri meni nekaj uricah, kar še vedno se ne pomeni, da je potem to rešeno, ampak je treba na tem delati. Ampak že ko spoznaš nekaj, ko zveš, kakšna je tehnika, da potem to razdelaš, je seveda svet čisto drugačen. Takrat se energija dvigne, takrat lahko začneš, takrat se začne tisto pravo življenje, ne, in pravi način iskanja. Skratka, moja zgodba je taka. Prva zveza je bila taka, da sem imela moškega, s katerim sem bila 2 leti pa pol, pa mi je od prvega dneva naprej povedal, ali pa pokazal na vsak način, da ga je sram, da je z mano. Tudi povedal mi je, ne, mi dva nisva skupaj, čeprav sva skupaj. Vsi v njegovi družbi so vedeli, da sva skupaj, ja, tvoja punca, bla, bla, bo prišla ona tudi zraven, ja, logično, ni problema. Logično, k njemu sem hodila, pri njem sem prespala, starši so me vzeli za svojo, ampak ne, mi dva nisva skupaj, ne. Drugi tip, ki je bil popolnoma enak, ne, tudi on. Lahko sva se videla pri njemu, ampak točno v določenih urah, in ko sem prišla k njemu na koncert, je samo gledal okoli, da ga ne bi slučajno kdo videl, da sva midva kje skupaj, ne. Bolelo je ko hudič, ampak naredila nisem nič. Samo da imam fanta, ker to je ljubezen. Potem tretji je bil podobna varianta, zelo podobna. Vedno smo na drugem mestu. In četrti je bil tak, ki je v bistvu delal popolnoma enako. Samo da je bil mogoče malo bolj čustveno inteligenten in mi je dal veliko več svobode, kar je pa pri meni ena izmed glavnih vrednot, in ravno zaradi tega sva se verjetno toliko dlje ostala skupaj, oziroma toliko dlje sem ostala tam. Kljub temu pa je hodil 100 metrov pred mano,
ni razmišljal o tem, da bi, ne vem, nekakorkoli predstavil, ko smo bili kje skupaj prvič s skupnimi prijatelji, to je pa moja punca ali pa kakorkoli sploh, da jaz sem tam, sploh nisem obstajala. Ne. Skratka, take zadeve. Ampak takrat, ko sem pa vseeno rekla tako, jaz verjamem, da tudi za mene obstaja bolj idealen, ne samo to, kar sem do zdaj doživljala, da se bom počutila popolnoma sprejeto, da se bom počutila, da ima neko strast do mene, da ko me pogleda, mu je fajn, da si želi biti v moji družbi, da mu je pomembno moje mnenje, da ga sliši, ne, kako smo zahtevne ženske, da ga sliši, da se pogovarjava na isti, ne samo o istih stvarih, ampak na isti frekvenci, da si želiva oba nekaj od življenja, da so zato pripravljena nekaj dati in tako naprej. Vrednote in te zadeve, da so poštimane. Prvi korak je pa definitivno, če je drugi korak to, da moraš konkretno in natančno in čim bolj natančno in čim bolj na široko poznati, kakšnega moškega želiš v svojem življenju. Do tega lahko prideš šele, ko veš, kdo si ti. Ti. In temu delu jaz posvečam v svojih brezplačnih posvetih, telefonskih ali Skype vseeno, največ časa. Zato, ker vi govorite od 45 minut 44,50 ali pa 44, dobro rečemo nekaj takega, se sem blonci lahko privoščim, govorite vi. Jaz sprašujem, govorite vi in 90% mi reče, mater, toliko še pa nikoli nisem govorila, sploh pa ne o sebi. In tam nekje na polovici že začnete. Ne? Ja. To je čiščenje duše in to je prehod na višjo energijo. Če imaš nekoga, ki te drži na višji energiji in te spravlja ta gor, se ne more kaj drugega zgoditi. In ravno zaradi tega se je, moram samo mimo grede povedati, v zadnjem času, nazadnje se je zgodilo, da je me ena poklicala, ki si je sicer rezervirala VIP dan, rekla, veš kaj, ne, jaz ne vem, če ga rabim, meni se vse spremenilo samo po tem brezplačnem posvetu. Tako da, ja, že brezplačni posvet naredi absoluten preobrat v vaši energiji. Če znate potem to držati same gor naprej, pač bo dlje časa trajalo, ampak ne, vse se da, če se hoče, če sem jaz zmogla, lahko ve tudi. Je pa res, da če imaš nekoga, ki je dal že to skozi in ima točno določene metode, take in drugačne, je toliko lažje in toliko hitrejše. Skratka, nujno treba poznati samo sebe. In že na brezplačnih posvetih, kot sem rekla, 45 minut ponavadi, so tam taka vprašanja, ki so nujna pri domači nalogi. Ampak tisto, kar pa delamo na brezplačnih posvetih, ne na brezplačnih posvetih, na mentoriranju 1 na 1, je pa to, da se absolutno poglobimo, ko mi že 36 000 milijavžnitič rečete, ne vem, joj, to je pa težko, če ne bi bilo tebe, jaz ne bi nikoli to napisala, pa nikoli naj niti šla dovolj globoko v sebe in tako naprej. Ja, vem, se sem jaz bila tudi tam. Jaz sem 15 let rekla, ne bom jaz, to pa res ne sem, meni je pa čisto vseeno, kakva sem jaz, glavno, da me ti sprejmeš, če se jaz sprejmem, ni problem, ne, to je tako vseeno, ker jaz tak nič nisem vredna in te zadeve. Ne me hecat. Ko sem pa naredila tiste korake in jaz sem jih naredila po mojem 6-tedenskem tečaju za obilje, ki je še vedno zelo aktualen in ki je self-study program in dvigne energijo in naredi spoznavanje samega sebe neverjetno. Meni je pomagalo, da sem po 7 letih prišla iz depresije, tako da verjemte, da deluje. Je zadeva taka, da se je treba res vprašati enih par najpomembnejših vprašanj. Eno od vprašanja, jaz bom dala tokrat samo 2 vprašanji. Ja? Če bi, zdaj si pa to zapišite, ali pa idite nazaj potem gledati, ja, ta posnetek, in si odgovorite na ti 2 vprašanji, ker sta ključni. In vzamite si dovolj časa, da boste odgovorili na ti 2 vprašanji. Prvo vprašanje je, če bi spoznala idealnega,
katerega občutka sploh ne bi več občutila v sebi, se pravi, česa več ne bi bilo. Katerega občutka več ne bi bilo. Ste prepričane, ker če bi imele, ker če bi našle idealnega, ne samo partnerja, nekaj tak, sredi, nešto između, ampak idealnega partnerja zase, katerega občutka 100% mislite, da ne bi več čutile. Napišite. Dajte na pauzo, pišite. In drugo vprašanje, enako pomembno je, če bi spoznala idealnega partnerja, kar pomeni, da ali sta že skupaj, ali sta se spoznala in je to in oba vesta, katerega občutka bi naenkrat, vem, 100% imela največ. Kako bi se počutila? Kako bi se počutila? Ja? Torej, občutek, ki bi izginil in občutek, ki bi ga imela največ. Vzemite si, koliko časa rabite. Pojdite globoko. Razmišljajte o tem. Jaz vam bom pa med tem povedala in Suzana, tu dobro zdaj poslušaj. To, ki si napisala energija, ne, človeška. Kaj je energija? Ali pa kaj je občutek, bom tako rekla. Če zdaj pomislite na nekoga, ki ga res ne marate. Res ono, dobro, se pač ne rabi zdaj, da ga sovražite, ker nikogar ne sovražimo, logično, mi smo ženske, nam je to vse super fajn. Ljubezni polne in nikomor ne zamerimo in vse smo tak angelski siji tu zgoraj, ne. Ampak res, če bi pomislite na nekoga, ki vam gre res ful na živce, kot sine vam grejo po konci. Ok? Pa recimo, da je ta človek v zvezi, ali pa ima mamo, ali pa očeta, karkoli. Ta človek ima nekoga, ki ga ima tudi rad. Ki pa kot tega človeka istega, ki v vas vzbudi, sam ne mi priti blizu, v nekom drugem vzbudi, moj. Torej, je ta druga oseba odgovorna za vaš občutek? Ne. In tukaj, drage moje dame, se skriva najpomembnejša lekcija življenja. Ne samo v tem obdobju, ko iščete zase idealnega partnerja. Življenja. Nihče drug, nobena situacija, nič drugega ni neodvisno od vašega občutka, oziroma nobena situacija ni kriva za vaš občutek, moram se včasih malo zamisliti. Nobena situacija, noben človek ni odgovoren, to je prava beseda, ni odgovoren za vaš občutek. In če gremo zdaj nazaj, to, kar sem vas vprašala, če bi spoznala idealnega danes, če vem, da smo skupaj, to je to, ker obstaja, ker veste, ker verjamete, da obstaja, samo pač ne veste še, kje je, ne? To mi tudi poveste na brezplačnih posvetih. Če bi spoznala idealnega, katerega občutka sploh ne bi več občutila? Oziroma, če bi spoznala idealnega, katerega občutka bi pa zdaj 100% zaradi njega imela največ? Hvala, Pavla, hvala. Lahko še napišeš tudi, zakaj, bom zelo vesela. Tako da, to je tisto, česar se morate resnično zavedati. Ni ta druga oseba, vi ste. In zdaj bom prišla na tisto, kar sem že prej razlagala, kar je prej, Suzana zelo dobro napisala, ne? Energija, življenjska energija. Kaj je življenjska energija? Tega se jaz ne bi naučila, če ne bi bila 7 let v depresiji in če ne bi 7 let iskala iz nje. Ker vsak pravi, energija, pa kako energijo imaš ti, pa kakšna energija to, pa kakšna energija ono. Vsi vemo, da ko en človek včasih stopi v nek prostor, lahko razsvetli vse. Je pa tudi obratno, ko en človek stopi v prostor, ubije celo energijo, mislim, vsi postanejo, o moj bog, ne me hecati, kaj ste nori, ne samo, odkot je zdaj to prišlo. Ne? To je moč, to je zavedanje lastnega sebe in tega, da daješ to energijo od sebe. Kaj to je? Energija ni čisto nič drugega kot naši občutki. Naši občutki.
In naši občutki niso nič drugega kot naša vibracija. Poznate Ano Bučević, poznate Abraham Hicks, poznate kaj zvem kdo vse še zdaj o tem, mislim pač celo življenje ali pa kaj zvem kako dolgo že govorijo o tem. Meni je fenomenalen Wallace D. Wattles, ki je napisal kaj je že tisti, To Get Rich ali nekaj take, kaj zvem kaj že. The Science of Getting Rich. Vse, to so stare knjige, ta knjiga recimo je stara že več kot 75 let, ne vem, če je 19, ne vem katerega, 7. išla ali kaj tako, ampak vse to govori o tem, o energiji, o človeški energiji, kako nastane. Vam bom naslednjič o tem povedala še veliko več, ker rada bi, da razumete nekaj tako enostavnega, kot je ta človeška energija, ker jo vsak od nas lahko kreira. Ja? Vsak od nas jo lahko kreira, jo kreira v vsakem trenutku. To je največja finta. Jaz sem polno strank v 3-mesečnih paketih, tudi na VIP dnevih, tudi zdaj, ko prihajajo čisto novi paket, tega se tako veselim, ker si ga boste lahko resnično veliko prej privoščili, tiste, ki pač mislite, da ne bi še kaj več vložili v sebe, ampak imate mogoče malo več časa, pa fenomenalna stvar. Ko me čakam, ampak ne bom vam še povedala, ker ga bom najprej predstavila tistim svojim strankam, ki so že dale VIP dan skozi, ker imajo prednost, ker so že pokazale, da so odločene in bodo lahko prišle veliko prej noter zraven. Kasneje pa dobite še vi to servirano. Skratka, zakaj se gre? Rada bi, da razumete to, kako in na kak način vsi vedno kreiramo energijo. Odkot prihaja? Naučiti se, kako jo spremeniti. Naučiti se, kako nima veze, kaj drugi tam zunaj delajo, kaj razmišljajo, kaj vam rečejo, na kak način naredijo. Vi lahko ostanete na visoki vibraciji. Lahko v vsakem trenutku. Vsakem trenutku. Samo če veste eno formulo. In to eno formulo vam bom povedala naslednjič, ker zdaj imam samo še eno vprašanje tukaj, ki mi ga je poslala Sonja. In s tem bi rada danes zaključila, ker mislim, da ste zvedle zelo, zelo dosti, mogoče celo preveč za en večer, ne? Kaj je torej tista domača naloga, ki jo mora vsak narediti. In te dve najpomembnejši vprašanji, tu zgoraj v zapisu, ali pa spodaj, se ne vem, kje to piše točno, pa imate tudi še link, na katerega se lahko prijavite in do jutri, do 17. ure imate čas, da se prijavite, torej jutri je petek, 20. april, imate čas, da se prijavite in dobite brezplačno še en moj trening, en masterclass v vrednosti 99 €, kjer pa so še tri najpomembnejša vprašanja. Fenomenalna stvar, zelo, zelo dobre odzive imam, kar se tega tiče, tako da jo priporočam, glede na to, da dobite zastonj, dajte se zagrebsti. Resnično ste potem tudi prijavljene na moje brezplačne novice in na promocije, ampak se lahko od njih kadarkoli odjavite, takoj, če hočete, sploh nimam nobenih problemov. Ja? Ampak treba pa se prijaviti samo zato, da dobite potem vsi tudi ta link oziroma dostop do tega masterclassa, ki pa traja 3 ure drugače. Vprašanje Sonje je takšno. Kako izgleda tvoj brezplačni posvet? Očitno v redu, glej Sonja, lahko si prebereš na idealni365.si, tam se piše. Lahko ti povem, da je tista, ki se je podpisala pod referencami na moji spletni strani, Srečnica 44, tista, ki je napisala, kak je rezultat tudi brezplačnega posveta, sploh ne rabiš kaj več, če si res odprt in res odločen. Kaj od njega dobim? To je samo fora, da mi nekaj prodaš. Sonja, tako ti bom povedala. Jaz se s tem preživljam. Jaz sem zelo ponosna, da sem, mislim, da edina v Sloveniji, ki se je spustila v tako branžo, ki je še noben drug ne dela, vsaj ne na tak način. Imeti on pa znenkarije, pa take dogodke, to že jih je ful veliko. Ampak jaz pa sem tista, ki sem tukaj za tiste ženske, predvsem ženske, pa tudi moške, ki vam ni preveč za iti v družbo. Jaz sama zase vem, da jaz nisem nek družaben tip, pa za čage, pa za take in drugačne, kaj vse se dogaja.
Jaz sem tista ženska, ki sem zelo, ne bom rekla zaprt tip za večino ljudi, razen za tistih par, s katerimi se pa res ujamemo in se lahko pogovarjamo na nekih ravneh, ki so meni osebno fajni, niti ne rabim kaj dosti ljudi. In vidim, da je tam zunaj ogromno ljudi, ki prav tako ostajajo tudi zaradi tega, ker imajo preveč dela, premalo časa, ne vem, imajo dosti aktivnosti, tako kot sem jih jaz vedno imela, ostajajo nekje v intimi svojega doma in na tak način sploh ne vejo, kakšne so možnosti, koliko boljše so pravzaprav možnosti, da hitreje spoznajo zase idealnega partnerja. Tudi ali pa predvsem zaradi ona-on in temu podobnih spletnih strani. In jaz takim ljudem pomagam. Ljudem, ki drugače ne bi nikoli šli ven, ki se kako se pa naj spoznaš tistih enkrat na leto, kaj greš nekam na neko čago ali kaj zvem kaj. Pa se še tam ne veš, kdo je. In potem je en neki samski tam in potem te hoče nekaj shukati tam zraven na silo in potem vidiš, o moj bog, on bi traktor, jaz pa ne vem, balet plešem. Ne? Mislim, se nikakor ne gre skupaj. Skratka to. In ko vidiš, da lahko nekomu pomagaš, mu daš način, da iz tega, da pada v vedno večjo depresijo, ker točno to slišim na teh brezplačnih posvetih, vedno večja depresija, vedno večja osamljenost, vedno večje razočaranje nad življenjem samim, ko so pričakovali veliko več, pričakovali so, da se bodo boljše počutili, pričakovali smo, tudi jaz, da bom imel ob sebi nekoga, ki bo, wow, ne? Ki bo delal življenje lepše, oziroma skupaj ga bo ustvarjala. Družina, o moj bog, kolikokrat mi rečete punce. Jaz sem stara že 36 let, jaz bi rada družino, joj, kaj naj naredim, ne morem več čakati, mene bo pobralo. Ne? In to so grozne bolečine. In ko takim ženskam pomagam v 3-4 mesecih, da si popolnoma spremenijo svoje življenje, je zame to nekaj najlepšega na svetu. In ja, zato sem jaz porabila 15 let, od depresije do tega, da sem vse prebrala, kar je bilo možno, da sem pomagala neštetim 272 stečajem obilja, da sem že zdaj, ne vem kolikim, pomagala individualno in to sem se tudi odločila, da pomagam individualno, ker to so te ljudje, ki nočete, da drugi vejo, da se vi s tem spopadate, ker še vedno zgleda, kot da če si ti hočeš poiskati nekega fanta ali moškega ali pa žensko, kot da je to neke vrste sramota, da se ti to ne zgodi, ker to bi se ti moralo zgoditi, ja kaj si, pa imaš preveč visoke standarde, pa kaj zvem, kaj še vse. Ni res. Jaz sem samo pravim, prosim lepo, imejte visoke standarde, imejte svoje standarde, svoje in ne idite stran od njih, ne spuščajte se dol, okay? Zato, ker lahko in pomagam vas, da res delamo poglobljeno, da jaz nisem nek licenciran, kaj jaz vem kaj, NLP praktik, pa oni pa ne vem kaj še vse, ne, nič od tega, sem veliko več, sem tista, ki vas poslušam in slišim, ko vas imam nasproti. Kdo? Ravno sem imela eno tako stranko, ki je rekla, veš, celo hospitalizirana je bila zaradi depresije, in potem se je sama rešila iz tega ven, ker je rekla, da so jo hoteli dati oziroma da so jo že imeli na vseh možnih medikamentih. Fenomenalna ženska. In je rekla, nihče od vseh možnih psihologov in psihiatrov mi ni namenil nikoli več kot največ 10 minut, mi dal škatlo predpisano, ki sem jo mogla pojesti, pač teh medikamentov, zato da nisem vedela, kaj sploh delam v življenju, ne, ker to pač otopi hormone in pravzaprav cele reakcije v telesu. Ampak z mano se nikoli nihče ni pogovarjal. Jaz pa se z ljudmi ne pogovarjam, ampak poslušam in ustvarjam strategije, ki delujejo na njihov način dolgo časa, dolgotrajno. Dejansko jim pomagam, dejansko vam pomagam, pa tudi sebi sem pomagala na tak način, da sem zaživela. Da živim življenje, ki je vredno mene in življenja in tega, da je človek navdušen. Zato ja, vsak moj posvet vodi k temu, da vidiva, ali sploh najine energije štimajo, ali bi ti jaz lahko pomagala naprej. In ja, želim si sodelovati, in ja, tudi želim, da pridete taki ljudje na te posvete, ker je brez veze, da pridete ostali, ki ste odločeni, da boste nekaj naredili, ampak bi radi pri tem neko podporo in bi radi nekoga, ki je to že dal skozi in ki vam lahko pri tem pomaga. Zato ja, brez vprašanja, logično. Vedno vam na koncu ponudim tak ali drugačen paket, ki mislim, da bi bil najboljši za vas, zato da pridete do nečesa.
Ampak vi imate vedno možnost, da rečete ali ja ali ne, odvisno od vas. Ampak če ste odločeni, da želite spremembo v svojem življenju, potem verjetno veste in poznate tudi to, kako pri tem pomaga investicija. Prvič zaradi tega, ker to pomeni, da boste odgovorni do sebe in do svojega vloženega denarja v svoje življenje, da boste resnično nekaj naredili, in drugič zaradi istega razloga. Juri. Ok, Juri Jerovšek, po dolgem času te spet poslušam, vendar na drugem mestu. Tu zdaj ne vem sicer, kaj to pomeni. Juri, bom vesela, če mi boš povedal naslednjič kdaj, ker zdaj le bom jaz počasi odnehala in se poslovila od vas. Ful sem vesela, ker smo se odločili pri Ona On, da bomo od zdaj naprej delali večerne live. Se mi zdi, da vas je takrat več doma, da bolj zbrano lahko poslušate, da vam lahko več dam. Jaz sem sicer jutranji tip in mi tole večerno sploh ne paše, ker me je zdaj nabilo z energijo, kot lahko vidite. Midva z mojim dragim hodiva ob 8 spat, zbujava se 15 do 4, takrat začneva s treningom, pač tak, malo smo čudna, ne? Ampak zato pa, glejte, idealni obstaj za vsakega. Ja? Danes bom pač to spat verjetno kakih 10, ampak zjutraj se bom pa spet zbudila ob 4, ker dragi rabi moja pomoč, da boja lepe mišice. Anyway, druga zgodba. Skratka, izkoristite darilo, ki vam ga ponujam, prijavite se, da boste imeli še poglobljeno delo, ki ga lahko dobite zastonj, darilo, zato ker verjamem, da tisti, ki ste tukaj gor in ki ste me poslušali ali pa ki me poslušate, si zaslužite oziroma ste odločeni, da bi radi šli in naredili korak naprej. In tale masterclass vam bo definitivno dal en del tistega, kar vam daje moja metoda Idealni, in po tej metodi smo danes tudi delali 2 najpomembnejši vprašanji. Imejte se lepo do prihodnjega četrtka, ko vam razložim v nulo, kaj pa to je človeška energija in kako z njo delovati, kako ostati pozitivno naravnan, ne glede na to, koliko razočaran ste že imeli do zdaj pri tem, ko ste spoznali takega, zlagal se je ono, je bilo, kaj zvem, kaj še vse, 2 meseca je bilo pa kar naenkrat vzela ga magla in te zadeve. Kako ostati na visoki vibraciji, kaj to sploh pomeni? Tako da o tem naslednjič. Čau, zdaj pa res grem.